Hvala lepa vsem za enkrat. Imate še kakšno vprašanje mogoče? Ja, samo tole, koliko boste namenili denarja na šolstvu za te aktivnosti, za tisk, za začilo ljudem, ki bodo stali zunaj med upravljeni notom in tako naprej? In kje boste ta denar vzeli? To bo verjetno bolj vprašanje za posamezne organizacije, ki se ukvarjajo s tem, pač šolsko kot organizacija 53 različnih organizacijskih oblik ni izdala nobenega navodila ali kaj podobnega, kar se tiče plačila vseh teh zadev. Gibanju za dostojno delo in socialno družbo bo nudila vso podporo, ki jo bojo potrebovali, od infrastrukture do podpore pri tiskanju gradiv in podobnih stvareh. O vseh ostalih zadevah pa se morate obrniti na tiste, ki te podpise dejansko zbirajo, torej na vse različne organizacije, od študentskih klubov, študentskih organizacij, univerz in v končni fazi gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Kdo pa je to plačal, ta tisk? Ta tisk je plačal šolstvo. In koliko je to stalo? Manj kot 1500 evrov, ne znam povedati. Še kakšno vprašanje? Še eno vprašanje. Ne moramo mimo tega, da poleg ostalega seveda znižuje oziroma spreminja razdelitev sredstev ta novi zakon, kar pomeni manj denarja za ŠOS. Do leta 2014 bistveno manj sredstev. Kako odgovarjate tistim, ki želijo prikazati zadevo kot boj pravzaprav za denar funkcionarjev oziroma da se ŠOS bori za svoj kos pogačano, ne pa za študente in upokojence in ostale? Jaz bi rekel, da je to največja neumnost, ki se jo lahko kdo spomni. Pripravljeni smo tudi na to, da bo ministrstvo vodilo umazano kampanjo, tako kot je do sedaj, in ta slab zakon, ki škodi dejansko vsem družbenim skupinam v Sloveniji, da ga bo poskušalo prikazati kot nekaj, kar je dobro in proti čemer se borijo zgolj posamezniki. Meni je lahko to reči, ker vem, da to, kar ste ravnokar omenili, ni res, da ta zakon škodi vsem, da uvaja prekerno delo, da ministrstvo, kot smo slišali že od sindikatov, v slovensko družbo uvaja nek ameriški trg dela, ki v naši družbi nima kaj delati. In zato sem ogorčen nad takimi natolcevanji in tudi prosim vse, da pogledajo in tiste stvari, ki jih je ŠOS že večkrat izpostavljal, da upoštevajo. Ena od stvari, ki jih ta zakon prinaša, je seveda tudi manj financiranje za študentske organizacije. Tega nismo nikoli zanikali in tudi s tem se seveda ne strinjamo, ampak ta zakon prinaša toliko slabih stvari, da je to zgolj ena majhna stvar v peskovniku. Andrej, mogoče je prosim? Ja, veste, največ ministrstvo za delo opravičuje ta zakon zgolj z dvema argumentoma. Prvo je to je denar študentskih funkcionarjev, drugo pa je seveda študentski servis in dobiček. S tem, ko ministrstvo za delo in družino izpostavlja ta dva problema, dejansko zamegljuje primarni namen in cilj zakona. In to je amerikanizacija trga delovne sile v Sloveniji. Namreč, če je resničen problem, študentski servisi lahko s posebnim zakonom komot uredijo področje njihovega delovanja. Ne pa, da tri generacije študente, brezposelne in upokojence mečejo v isti koš, čeprav ima vsakdo od njih popolnoma drugačen razlog, zakaj opravlja neko delo ali pa zakaj bi ga opravljal. Študent zato, da lahko študira, kajti nimajo vsi sreče, da bi imeli bogate starše, in dejansko študentsko delo tudi preprečuje po eni strani, da bi bil študij zgolj privilegij bogatih. Upokojenci imajo neke druge razloge. Brezposelni pa potrebujejo redno zaposlitev, najmanj pa kar potrebuje pa malo dela. In s temi argumenti, kot ste vprašali, dejansko se zamegljuje in se poskuša pozornost preusmeriti na drug segment. Če ima ministrstvo to namen ali pa potrebo, če čuti, da je to treba urediti, lahko to naredi s posebnim zakonom. Zakaj pa ne? Ne pa metati in pa zakon o malem delu, ki dokazano škoduje, skriva pod temi argumenti, pri katerimi ste vprašali.
Zdaj, mogoče še zadnje vprašanje, če ima Ja, jaz bi prosil za vas, gospod Zorko, boste hkrati začeli zbirati tudi podpise za pokojninsko reformo sindikati? Ja, stvar je takšna. To je zdaj, glede podpisovanja zahteve za razpis referenduma zakona o malem delu, seveda sodelujemo in je medsebojno, to je akcija z gibanjem in zvezom sindikatov usklajena, ne, in skoordinirana tudi na terenu pred upravnimi enotami. 6. veste, da se začne zbiranje podpisov za razpis referenduma zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Hkrati bomo zbirali tudi te podpise. Jasno, normalno. Seveda, če nam ne bo vlada, ne, prej v parlament vložila pobudo za presojo ustavnosti. Tako kot zdaj kaže, je celo to zbiranje podpisov tako nevarno, da za to družbo, da celo razmišljajo o izredni seji državnega zbora. Odgovor na vaše vprašanje je ja. 6. začnemo, danes smo začeli zbirati podpise za malo delo, 6. pa za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ste za to, da ste oba referenduma seveda na isti dan, ne? Absolutno. Ne vidimo razlogov, zakaj ne. Pa še kakšen drug mogoče. Samo še eno vprašanje za gospoda Funkla. Koliko podpisov že imate, pa koliko boste namenili denarja, gospod Primožič je dejal, da to gibanje vedno bo dali denarja za to? Kot sem že prej poudaril, mi pozivamo vse, ki bi želeli kakorkoli pomagati gibanju za to, da zberemo čim več podpisov. Jaz verjamem, da v 35 dneh bo sicer težko zbrati teh 40 000 podpisov, ker do zdaj smo videli, mislim, da sta bila samo 2 referenduma strani volivcev, vse ostalo je zakuhala politika. Tako da definitivno bo težko, trenutnega števila nimam, dobivamo posamezne povratne informacije z terena, recimo v Ormožu so v manj kot 2 urah zbrali recimo 100 podpisov, če vemo, da je v Sloveniji približno 60 upravnih enot, nekatere delujejo bolj, nekatere manj trenutno, jaz verjamem, da bomo to zbrali, no, in da nam bo uspelo. Kaj pa denar? Glede denarja, še enkrat, ja, glede tiskovin, za te prve tiskovine, se pravi letaki in plakati, smo se dogovorili z ŠOS-om, vkolikor se bo našel še kdo, ki želi podpreti to zadevo, bomo tudi pozvali, da donira društvu, da se to uredi na enoten način, drugače pa so klubi, sindikati in ostale organizacije se tudi sami znali zorganizirati, so naredili kampanje preko spleta, sami tiskali, tudi sindikat je natisnil svoje vsebine, tako da nekako se bomo poskušali za čim manj stroški znajditi, da pridemo do tega rezultata. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Vzamite gradivo, vkolikor ga je zmanjkalo, kdo ni dobil, lahko naknadno še reče, bo dobil, poslam po elektronski pošti, pa vzamite si še take, da boste vedeli, zakaj ste spisati. Hvala.